Drage kolegice in kolegi, gospe in gospodje, lepo vas pozdravljam na letošnjem letnem posvetu izobraževanja odraslih. Odločila sem se, da vam v svojem prispevku spregovorim o trenutno najbolj ključnem pravilniku. To je o predlogu pravilnika o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne službe na področju izobraževanja odraslih, ki temelji na 58. členu Zakona o izobraževanju odraslih. Pravilnik je pogoj za ureditev financiranja javne službe iz državnega proračuna in njeno izvajanje. Delovna skupina za pripravo pravilnika je delovala vzporedno z delovno skupino za pripravo smernic svetovalne dejavnosti, ki jih je predstavila magistra Tanja Vilič Klenovšek. To se je izkazalo za dobro odločitev, saj je bila tako mogoča tekoča izmenjava informacij in tudi priprava usklajenih rešitev. Da smo prišli do pričujočega predloga pravilnika, ki je bil posredovan v obravnavo, je bilo potrebno opraviti kar nekaj analiz, zbrati več različnih podatkov in opraviti pogovore z deležniki ter pogovore v okviru različnih služb na našem ministrstvu. Za vse to delo se prav lepo zahvaljujem svojim kolegicam, javnim organizacijam za izobraževanje odraslim in tudi njihovim predstavnikom v delovni skupini. Andragoški center je skupini nudil strokovno podporo. Na osnovi statističnih podatkov smo tako usklajevali različne modele na osnovi meril za določitev javne službe, za kar velja pohvala magistru Petru Beltramu. Vsebina javne službe v izobraževanju odraslih je določena v 52. členu zakona in je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz programa osnovne šole za odrasle in svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih. Vsebini javne službe je sledil tudi predlog tega pravilnika, ki vsekakor ohranja dobre rešitve iz dosedanje pravne ureditve in upošteva tudi mnogo izkustev iz prakse. Dovolite mi, da si za začetek pogledamo nekaj podatkov o osnovni šoli za odrasle, da osvetlimo, kako potrebna in pomembna je javna služba na tem področju. V preteklem šolskem letu je bilo v program osnovne šole za odrasle vpisanih 1117 udeležencev. Ugotovimo tudi, da ostaja število vpisanih iz leta v leto praktično nespremenjeno. Število izvajalcev programa prav tako pada. V zadnjih 7 letih se je število izvajalcev zmanjšalo za 8. Torej, narediti moramo vse, da se bo z ureditvijo financiranja javne službe število izvajalcev osnovne šole za odrasle ponovno povečalo in s tem izobraževanje čim bolj približalo kraju bivanja udeležencev. Poglejmo si še izobrazbeno strukturo prebivalstva starega 15 let in več. V Sloveniji je odraslih brez osnovnošolske izobrazbe kar 52.109 oseb. Največji delež seveda odpade na starostno skupino 45 let in več, vendar pa je do starosti 45 let brez osnovnošolske izobrazbe skoraj 6.000 oseb ali 11,4%. V starostni kategoriji od 15. do 30. leta je brez osnovnošolske izobrazbe skoraj 2.900 oseb. Glede na pričujoče podatke je popolnoma jasno, da je potrebno vložiti več napora v to, da se poveča vpis. S spremenjenim načinom financiranja programa v javni službi bo država poskrbela, da bo mogoče vložiti več strokovnega napora in časa v delo s to skupino odraslih. Če na koncu povzamem, 1117 vključenih v osnovno šolo za odrasle na letni ravni je absolutno prenizka številka, če vemo, da je brez osnovnošolske izobrazbe več kot 52.000 vseh prebivalcev starih 15 let in več.
Kot smo rekli, javna služba mora biti dostopna vsem prebivalcem Slovenije. Kako je 20 izvajalcev programa razporejenih po statističnih regijah, vidimo na sliki, ki je pred nami. Program se sicer izvaja v vseh statističnih regijah, kar je dobro, saj je s tem omogočena relativno dobra dostopnost. Število vpisanih pa je v nekaterih regijah, zlasti vzhodne kohezijske regije, zelo nizko. Ali pa sploh vpisa ni. Izpostaviti želim Posavsko in Zasavsko regijo. Nizko število udeležencev je tudi na Koroškem in v Pomurski regiji. Glede na izobrazbeno strukturo v teh regijah bi se vsekakor pričakovali drugačno sliko. Predpostavljamo in pričakujemo, da bo višja vrednost financiranja programa osnovne šole za odrasle in financiranje svetovalne dejavnosti v okviru javne službe trend vpisa v osnovni šoli za odrasle obrnilo. Vprašanje tudi, ki se postavlja samo po sebi, je, kakšna je vloga izvajalcev svetovalne dejavnosti ISIO in kako je organizirano sodelovanje z deležniki v lokalnem okolju. Gotovo je še mnogo drugih vprašanj, na katera bo tudi potrebno odgovoriti. V pravilniku je največji premik narejen pri vrednotenju programa osnovne šole, saj trenutna vrednost programa temelji na sklepu ministra, ki nosi datum 13.9.1992, ki ni bil nikoli posodobljen. Poglejmo si v nadaljevanju rešitve, ki jih prinaša pravilnik. Vrednost programa osnovne šole za odrasle sestavljajo stroški dela, ki vključujejo plače, prispevke delodajalca, stroške iz dela in druge prejemke. Za učitelje, organizatorje izobraževanja odraslih in delavce na ostalih delovnih mestih v višini 25% vrednosti dela učiteljev. Sem spada poslovodenje, administracija, računovodstvo, tehnično delo in delo, ki je povezano s specifičnostjo ciljnih skupin. Nadalje v vrednost programa spadajo tudi izdatki za blago in storitve, vezani na izvedbo programa v višini 15% vrednosti stroška dela učiteljev. Povem še, da materialni stroški za obratovanje pa pripadajo le javnemu zavodu, katerega ustanovitelj je država. Bolj podrobno so vsi našteti elementi določeni v pravilniku, tam si tudi lahko to ogledate. Vrednost oddelka v osnovni šoli za odrasle je izračunana za semester, ki je del šolskega leta in traja 6 mesecev. Za vrednost standardnega oddelka na semester se upošteva delo učiteljev za 5 mesecev, delo organizatorja izobraževanja odraslih, delo na drugih delovnih mestih ter izdatki za blago in storitve za 6 mesecev. Vrednost kombiniranega oddelka na semester je za 10% višja od vrednosti standardnega oddelka. Izjema pa je, vrednost standardnega in kombiniranega oddelka se zniža za polovico, če so iz utemeljenih razlogov ob soglasju ministrstva v oddelek vpisani le 4 udeleženci. Poglejmo še obseg. Obseg dejavnosti javne službe za izvajalca programa osnovne šole za odrasle se določi za semester glede na število standardnih in kombiniranih oddelkov, oblikovanih v skladu s pravilnikom. Tudi vpis udeležencev v program poteka 2-krat v letu. Premaknimo se torej še k drugemu delu javne službe, k svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih. Svetovalna dejavnost je trenutno financirana iz 2 virov, iz sredstev integralnega proračuna in sredstev Evropskega socialnega sklada. Operacije Evropskega socialnega sklada se zaključijo 31. marca leta 2021, svetovanje v konzorcih pa se izvaja tudi v srednjih šolah. Na sliki vidimo, koliko je izvajalcev in koliko udeležencev v letu 2019 glede na vir financiranja. O strukturi udeležencev v svetovalni dejavnosti danes ne bomo govorili. Če boste imeli vprašanja v zvezi s to tematiko, se lahko obrnete na Andragoški center Republike Slovenije. Vrednost svetovalne dejavnosti v javni službi sestavljajo stroški dela za strokovnega delavca za najmanj 50% neposrednega svetovalnega dela letno,
Za delavce na ostalih delovnih mestih v višini 25% dela strokovnega delavca, za poslovodenje, administracijo, računovodstvo, tehnično delo in delo zaradi specifičnosti ciljnih skupin. Izdatki za blago in storitve za izvedbo svetovalne dejavnosti v višini 20% od vrednosti dela strokovnega delavca. Pri izračunu vrednosti se upošteva 12 mesecev. Obseg dejavnosti javne službe za izvajalca svetovalne dejavnosti se določi za koledarsko leto s številom strokovnih delavcev, ki izvajajo svetovanje. Skladno s pravilnikom se seštejejo vrednosti po merilih iz 54. člena zakona. To so število prebivalcev na določenem območju upravne enote. Na vsakih 18.000 prebivalcev, starih 15 let in več, se določi en strokovni delavec. Drugič, značilnosti poselitve. Če je gostota prebivalstva nižja od republiškega povprečja, se po razredih določi od 0,1 do 0,3 strokovnega delavca. Tretjič, izobrazbena sestava prebivalstva. Če je delež prebivalcev starih 15 let in več, z manj kot 4-letno srednješolsko izobrazbo, nižji od republiškega povprečja, se po razredih določi od 0,3 do 0,5 strokovnega delavca. Četrtič, razvojne posebnosti območja. Če je bruto plača na zaposlenega nižja od republiškega povprečja, se po razredih določi od 0,2 do 0,4 strokovnega delavca. In na koncu, prisotnost narodnih in etničnih skupin. Če so prisotne navedene skupine, se določi 0,2 strokovnega delavca za prisotnost posamezne skupine. Po uskladitvi v delovni skupini je bil dosežen konsenz o naslednjih korekcijah, tako da se javna služba omogoči vsem prebivalcem v vseh statističnih regijah. In sicer, na vsakem območju se določi najmanj enega strokovnega delavca. Na območju upravnih enot Ljubljana, Logatec, Vrhnika, Domžale, Grosuplje, Kamnik in Litija se določi skupaj obseg dela za največ 10 strokovnih delavcev. Na območjih upravnih enot Maribor, Pesnica, Ruše in Lenart se določi obseg dela za največ 6 strokovnih delavcev. Izračun števila strokovnih delavcev za izvajanje svetovalne dejavnosti v koledarskem letu na osnovi meril bo priloga k sklepu o financiranju iz 20. člena tega pravilnika. Izračun se bo na osnovi statističnih podatkov ažuriral po vsakih 3 letih izvajanja svetovalne dejavnosti. Izračun, ki ga je pripravilo ministrstvo na osnovi meril, je pokazal, da se bo ob izpolnjevanju zakonskih pogojev javnim organizacijam za izobraževanje odraslih financiralo okvirno 99,8 strokovnih delavcev, ki bodo izvajali svetovalno dejavnost. V pravilniku so določeni splošni in posebni pogoji za materialne stroške prostorov in opreme za izvajanje javne službe. To so minimalni standardi, ki jim morajo zadostiti vsi izvajalci, materialni stroški za izvajanje programa osnovne šole za odrasle, materialni pogoji za izvajanje svetovalne dejavnosti pri samostojnem učenju in materialni pogoji za izvajanje individualne svetovalne dejavnosti. Za konec si poglejmo še, kaj pravi časovnica. Septembra letos je bil pravilnik objavljen na e-demokraciji in poslan v medsektorsko usklajevanje. Meseca oktobra in novembra poteka še vedno medsektorsko usklajevanje na podlagi prejetih pripomb. Nadaljnji koraki pa so naslednji. Prvič, preverjanje pogojev javnih organizacij za izobraževanje odraslih o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službe iz 53. člena zakona. To je, zaposlen mora biti vsaj en strokovni delavec za polni delovni čas, izvajati mora organizacija svetovalno dejavnost. Drugič, poziv javni organizaciji za izobraževanje odraslih, da poda soglasje za izvajanje javne službe. In tretjič, izdaja sklepa o določitvi izvajalca javne službe.
Gospe in gospodje, toliko z moje strani o pravilniku za financiranje javne službe. Lepo pozdravljeni in ostanite še naprej z nami.